Ljudje mi zadnje čase veliko očitajo, da s sabo na potovanje jemljem samo mlade punce. Moje ime je Tomaž Gorec, sem popotnik, bloger in res na potovanja s seboj jemljem različne ljudi in priznam, da res je največ mladih punc. Zakaj je to tako, bom razložil tokom celega videa. Recimo prvi razlog, zakaj največkrat s sabo vzamem kakšno mlado punco, je ta, ker se takih tudi največ prijav, se pravi, ke me največ kontaktirajo, da bi šle z mano. Ne vem sicer, zakaj je tako, ampak tako pač je. Drugi razlog je, ki tudi ni zanemarljiv, ampak tako to je to, da sem jaz na vseh teh svojih potovanjih opazil, pa tudi ne samo na potovanjih, tudi drugače, da mladi običajno, ne vsi, ampak običajno veliko manj komplicirajo, kot nekateri, ki so starejši. Glejte, jaz zase se zavedam, da bolj ko sem star, bolj sem tečen. In to vidim tudi pri svojih prijateljih, pri svojih starših. Pač pri vseh, to je dejstvo. In tisti, ki bo rekel, da to ni res, ali laže, ali pa tega preprosto ne ve. Malo opazujte, pa boste videli. Glejte, jaz sem tudi že bil na potovanjih z agencijami in ponavadi neki mladi ne komplicirajo, starejši so komplicirali. Glejte, tole, kar sem vam prej omenil, na zadnje potovanje sem šel z Natalijo, punca stara 18 let pa pol. In glejte, tukaj v opisu spodaj tega videoposnetka bom dal link do videa, kjer sva z Natalijo šla na eno goro. In kljub temu, da sva se cel dan prej vozila in sva na goro šla čisto prepozno, sva tudi v hudi temi nazaj prišla. Niti nisva vedela, ali se bo prišlo gor, ali se ne bo prišlo. Poleg tega sva še nezakonito prečkala državno mejo, pa ni punca nič komplicirala. Niti poti ni bilo do gor. Jaz sem malo tako, bom rekel, boječe rekel, kako če mi do to priti gor, ni poti. Je rekla kar direkt, čez hosto. In sva šla. Zdaj, nekdo bi iz tega naredil tako komplikacijo in jaz bi tam bil, na tisto goro pa ne bi prišel. In to je ena najhujših stvari, ki mene zmoti na potovanju, da nekaj ne vidim zaradi sopotnika. Pa ne samo, da ne vidim, tudi če si zaradi sopotnika neke stvari si ne morem detajlno ogledati, ker on teži, pa greva, pa sem lačen, pa sem žejen, pa je vroče, pa je mrzlo, pa je on, pa je tret, pa tako naprej. Drugače tudi priznam, da mlade in lepe punce rad vzamem s sabo zato, ker zaradi tega naredim boljše fotke, videoposnetke, boljše, bolj zanimive, bom rekel. Pač narod take stvari rajši gleda in imam jaz pol boljši material za na blog, za na YouTube, za na Facebook, Instagram in tako naprej. Seveda ne narobe zdaj misliti, da je pa to glavno, da je nekdo, se pravi neka punca, mlada pa lepa, da gre lahko, da jo vzamem s sabo na potovanje. Zdaj tudi običajno, ko jemljem ljudi
sabo na potovanje. Tudi s tem nimajo nobenega stroška. Se pravi, gre popolnoma brezplačno. Seveda pa tudi jaz, zaradi tega, ker pač vse časti nekaj pričakujem, pa ni to tisto, ki je mogoče kdo pomislil, ampak pričakujem predvsem to, ne vem, da mi malo pomaga pri kakšnem slikanju, snemanju. Zdaj, če je punca, da jo kdaj uporabim, da se postavim, pa da jo slikam, da v kakšen video kaj pove, da je bolj zanimivo, da malo sodeluje pri načrtovanju poti, da kaj prebere, ali pa še, da mi kaj drugega pomaga. In zato ima potovanje popolnoma brezplačno in mislim, da je to za neke ljudi super zadeva. Prvič zato, ker je zastonj, si mogoče tega ne morejo privoščiti. Drugič pa zato, ker sem pa jaz le izkušen popotnik, pa mislim, da je z mano potovati kar zanimivo, veliko se vidi. Priznam, da je na trenutke tudi naporno, ker jaz, če si nekaj zamislim, da bom pač nekaj videl, jaz tisti cilj uresničim, pa je lahko 45 stopinj ali pa -30, ne. Tako da to mislim, da je za nekatere, bom rekel, zelo, zelo dobra priložnost. Meni je pa tudi to super, da imam nekoga s seboj. Glejte, mene tudi to, če sem čisto iskren, bom rekel, če še enega s sabo vzamem, me to zelo, zelo malo dodatno stane, ker glejte, prenočišče običajno za eno ali pa dve osebe je skoraj čisto ista cena. Mogoče 10-20% dražji maksimalno. Dostikrat je pa cena kar ista. Se pravi, dosti potujem z avtom, tudi bencina isto pokuram, cestnine so iste. Tako da meni to tudi ni neki hud strošek še nekoga zraven vzeti. No, je pa res, da grem zadnje čase tudi rad sam. To sem zadnja leta začel tudi malo sam okoli hoditi in moram reči, da mi kdaj pa tudi zelo, zelo paše, da grem sam. Tako da ne vzamem zmeraj koga s seboj, ne. Zdaj drugače morate vedeti, ne, na potovanju gre lahko hitro kaj narobe. In zato jaz recimo, ko zbiram, koga bom vzel s sabo, kar na veliko detajlov gledam, čeprav to niti ne pogrunta, kaj vse jaz, na kaj vse jaz gledam. Pa to tudi ne bom povedal, ker bi me pol lahko kdo rekel, ki bi vedel, na kaj gledam, pa bi mogoče pol te zadeve zaigral in tako naprej. Tako da to ne bom povedal. In zato tudi, glede na to, s koliko ljudmi sem potoval, imam samo eno, bom rekel, malce slabšo izkušnjo. Ampak to ne pomeni, da sem se s kom kaj skregal ali karkoli. Samo videlo se je, da pač nisva za skupaj na potovanju. Nisva imela tudi nekih skupnih tem za pogovor. Tudi občutek sem dobil, da ta oseba, ki je bila z mano, tiste stvari, ki sva jih hotela gledati, pa so bile super stvari, jo niso čisto nič zanimale. Ampak pač sem si rekel, nič, tole moram zdržati. In to je to. In tako je tudi bilo. Zdaj si tudi nisva nič pokazala, da greva drug drugemu na živce. Sva obedva malo igrala. Zase lahko to trdim, za njo sem pa tudi prepričan. Sva imela tudi čisto različne poglede na življenje, on tudi tretji. Ona je bila v neki globoki duhovnosti,
jaz v te stvari ne verjamem in pol, če moš to skozi poslušati, je to težko. Pa sem tudi verjeten malo kontriral, pa nej to ni bilo všeč, tako da drugmu so šla na živce, po mojem. Nekateri mi tudi očitajo, da to delam zato, da jemljem s sabo ljudi na potovanja, ker iščem žensko zase. Glejte, zdaj, če bi to bilo res, ne, potem bi jaz iskal ženske 30 plus. Pol ne bi tole 18 let staro Natalijo s sabo vzel, ker verjetno se strinjate, da pri 18-letnici pa res nimam šans, tako da če bi jaz to žensko iskal, prvič jo ne piskal na tak način, ker mislim, da je to fejst neumen način. Veste, poznam kar nekaj parov, ki so ful dobro funkcionirali, ki so pa šli skupaj na potovanje, so se pa skregali. Tako da mislim, da potovanje ni glih una najboljša zadeva, kjer bi lahko žensko dobil. Tako da jaz, če bi žensko iskal, bi jo iskal definitivno na drug način. Ke bi sigurno bil bolj uspešen. Mislim, lažje bi žensko dobil, no. Res je, da sem samski, ampak glejte, jaz sem se nekako odločil, da bom verjeten samski še naprej ostal. Glejte, jaz za neke zveze nisem, ker preprosto to nisem navajen. In malo je žensk, ki bi z mano hotele iti v neko resno zvezo, ki me majčkeno bolj spoznajo. Ker preprosto nisem za to. No, zdaj drugače pa povem, da na naslednjo potovanje z mano gre pa moški. Kaj eni mislite, da samo ženske hodijo, ne? Tako da to bo zanimivo. Bom tudi, ko ga bom vzel s sabo, bom povedal, zakaj sem glih njega vzel s sabo. Zanimivo bo, no. To potovanje bo zelo zanimivo. Bo pa potovanje v Bosno in Hercegovino. Drugače, če mogoče ti, ki tole gledaš, če te tudi zanima, da bi šla z mano na potovanje, v opisu tega videoposnetka najdeš link, kjer se lahko prijaviš. To imam jaz en projekt, ki sem ga poimenoval Potovanja s Tomažem. Tam boste videli, vse piše in si, preden se prijavite, si to, bom rekel, kar detaljno preberite, da boste točno vedeli, zakaj se gre. Mislim pa, da za tiste, ki radi potujejo, pa ki imajo čas, da je to odlična priložnost. Tam si boste tudi na tistem linku pol, ki boste prišli do tega opisa, si boste tudi lahko prebrali nekaj izjav nekaterih ljudi, ki so šli z mano na potovanje. In če so ti tisto prebrali, vam bo jasno, da je z mano kar dobro iti na potovanje. Oziroma, bom rekel, ne čisto za vsakega, ker pač z nekom se ne ujameš. Jaz razumem, da grem jaz lahko nekomu ful na živce in tismu pol sigurno ne bo z mano okej, ne. Mislim, da je pa večina bi bilo pa z mano okej. Tako da, če vas to zanima, kliknite link, pa se prijavite in to je to. Lepo se imejte. Adijo.